svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super popuste in enostaven nakup na obroke z Slimpay. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. V trgovini na harveynorman.si. Radio Fantasy. Lahko bi rekla, da sončni vzhod je že nekako za nami, ampak prihaja pa vzhajajoča zvezda, festival robotike v Tehnoparku Celje in spet imam gostjo. Tokrat je to Diana iz Tehnoparka. Diana, dobro jutro. Dobro jutro, Šuši, dobro jutro, poslušalci. In a lahko nekaj sam povem? Diana danes praznuje 33. rojstni dan, vse najboljše! Hvala, juhu! Sicer vse sem izpekla kao torto. Ja, pa se dobro, tako zgleda domača, banane, najbolj tisto vam rada, banane, čokolade, ne? Tako, ja, super tako. Si, hvala ti. Pa z ljubeznijo. Ja, se vem, hvala ti. Malenkost. Diana, festival robotike v polni bojni opremi si prišla, pripravljeni ste 100%, da jutri odprete vrata festivalu? Seveda. Ja, kar začnem. Jutri se začne festival robotike in umetne inteligence, eden naših največjih dogodkov. Zdaj pa kar na začetku povem, jutri je otvoritev brezplačna, tako da ko se prijavite, pridete brezplačno, hkrati boste lahko tudi že ogledali brezplačno razstavo festivala. Tako da izkoristite to priložnost, to bom kar na začetku povedala. Okay, ker ostale dni je pa potrebno kupiti vstopnico za Tehnopark. Ja, kupite samo vstopnico in vsa ostala doživetja so v sklopu ogleda. Boste lahko igrali šah z robotom v sklopu ogleda, boste lahko boste lahko videli humanoidnega robota, mu pomahali. Diana, ustav se najprej. Ja, okay. Festival robotike pomeni, da bojo roboti zavzeli Tehnopark. Ja, v nekem to pomeni, da si ti pol fraj. Niti približno ne, zato ker robote žal ne nadomeščajo vsega. Mojega dela že ne, zaenkrat. Ja, zavzeli bojo Tehnopark, ampak ne tako kot v filmu Terminator, da bo tako strašljivo, apokalipsa, ne, tega ne bo, ampak res na fajni, lušni način, da bojo tudi obiskovalci videli, da so roboti nekaj fajnega, da to nam olajša življenje. Na tak način, no? Da se bo imeli fajn. Ampak prej sem zasledila besedo humanoidni robot. Kaj pa to pomeni? Ja, letos imamo poudarek na humanoidni robotiki. Kaj je humanoidni robot? To tisto, kar si predstavljaš, ko to izgovoriš. Kaj je to? To je robot. Tako, to je robot, ki zgleda tako kot človek. Ima glavo, dve roke, dve noge, hodi tako kot človek, načeloma, no. Okay. Ja, to je to, humanoidna robotika. Bomo imeli demonstracije humanoidnih robotov od različnih podjetij slovenskih, ne. Tako, v to nedeljo že, pa naslednjo soboto tudi. Čakaj, festival traja od tega četrtka, od 12. do 22. marca. 10 dni. 10 dni od 10. do 17. ure. Vsak dan? Vsak dan. Si ti nor. Okay. Komu je pa ta festival namenjen? To lahko pridemo dejansko vsi ali imate omejene skupine? Ne, nimamo nič omejeno. Letos smo dali slogan robotska doživetja za vse generacije, za vso družino. Tako da pridete z vso družino, tudi z babicami, z detki, z otroki, z vsemi. Zato, ker vsak bo za sebe našel nekaj zanimivega.
Ja, ni omejeno na neko starostno skupino, absolutno ne. Se pravi, z dedijem bi jaz lahko igrala šah. Šah boš igrala z robotom, ampak recimo tvoj dedi lahko igra šah. No, to si mislila, ker jaz tak šaha ne znam špilati. Bova pa naredili zelo kratko pauzico, ker potem me pa samo še zanima, ker baje imate tudi precej delavnic in bova več o tem povedali čez nekaj trenutkov. Ja, Another Brick in the Wall je bil tole v naših ušesih, 7 minut pa je čez 9:30 že, počasi bo čas za malco oziroma za tortico. Diana je z mano iz Tehnoparka Celje, ki od jutri dalje odpira vrata festivalu robotike. Diana, pozdravljena še enkrat in vse najboljše še enkrat. Hvala še enkrat. Zdaj, povedali sva, da Tehnopark bodo zavzeli roboti, ampak ne tako v Terminatorju. Ja. In dejansko bo festival namenjen vsem generacijam. Tako. Ampak zdaj, ko smo že povedali, ne, vsem generacijam, za otroke je treba ponavadi najbolj poskrbeti, da se jih zamoti, ker njihov fokus je zelo kratek. In kako boste to poskrbeli v Tehnoparku? Predvsem z delavnicami za otroke. Okay. Pripravljamo, oziroma v sodelovanju z Zavodom Inoki iz Maribora, izjemni so, ker imajo take delavnice, lahko ti na kratko eno opišem za otroke. No, daj, recimo, otroci bodo ustvarili svoj 3D svet na računalniku, lahko Jurski park naredijo ali pa postajo na Marsu, bilo kaj. No. To naredijo, pol pa bojo zadeve nekaj animirali, pol pa si bojo na koncu dali VR očala in se bojo dejansko po svojem svetu, ki so ga sami skreirali, sprehodili. Res top level. In takih delavnic, res hudih, vrhunskih, bo kar nekaj. Ne, nisem ena, več različnih, lahko pogledate na naši spletni strani. Vsak dan? Ne, ni vsak dan. 15., 21., 16. različni so termini, vse na spletni strani. Ne bova zdaj na široko in dolgo. Ja, pa za odrasle tudi bo delavnica umetne inteligence, da se bodo odrasli tudi malo naučili, kak je pravilno delati s chatom, ne, ker vsi mislijo, vsi ga imajo, noben pa ne zna, ne noben, ampak večina ljudi še zmeraj ne zna pravilno napisati prompt, se pravi vprašanja za chat, ne. Pa nekaj napiše, pa mislijo, kako glupo odgovarja. Ja, pravilno, moraš vprašanje zastaviti. Veš, kaj pravijo, ne? Glupo vprašanje, glup odgovor. Ja, žal, nočem nobenega užaliti, ne, ampak... Se jaz tudi ne, ampak pač to je dejstvo. Ja. In če pravilno vprašate, boste dobili tudi pravilen odgovor. In se pravi, to delavnico imate pa za odrasle pri vas v Tehnoparku v sklopu festivala robotike. Tako, to, kar se tiče delavnice. Bojo tudi stalno delavnice v parku v sklopu ogleda. Se pravi, ko se boste sprehajali po Tehnoparku, bo še tam en kotiček z malimi robotki Fotoni, kakšen drugi kotiček z živalskimi robotki. Več, tudi v samem Tehnoparku, ko boste šli na ogled festivala. Ok, ampak a bodo samo roboti, ker nekaj sem čula pravi, da sej veš, Boscarol je bil nedolgo pri vas v Tehnoparku, že drugič v manj kot pol leta. In on je nekako namignil, da naj bi do vas skočile smučinike Prevc. Ja. To v času festivala bomo imeli poseben kotiček s slovenskimi inovacijami in tam bojo tudi razstavljeni smučinike Prevc. Torej, smuči so podjetja Slatnar. To je slovensko podjetje, ki je ustvarilo inovativne smuči. Zakaj so inovativne, boste izvedeli v Tehnoparku Celje, ampak razstavljene bomo imeli smuči prav od Nike Prevc, s katerimi ona skakala, osvajala medalje, rekorde postavljala, tako da. Pa misliš, da bi se dali te smuči tudi probati? Jaz imam malo nogico. Pa ne vem, kako se boš zmenila z našimi vodniki. Redo. Daj mi povej še samo, festival robotike se začenja jutri in traja vse do 22. marca. Ja, 10 dni. In jutri, ko je otvoritev, je vstop brezplačen za vse. Vstop je brezplačen, če ste se prijavili na naši spletni strani. Okay. Morate se prijaviti. In potem, ko boste prijavljeni, vas bomo imeli zabeleženo na svojem seznamu, boste prišli na otvoritev. Na otvoritvi bo že humanoidni robot, mimogrede virtualna Alma Karlin, da bo kar nekaj zanimivih točk. No, res priporočam že, da jutri kar štartate. Kdaj pa? Ob 2. Ob 2. Ja, otvoritev je ob 2. Torej se vidimo potem jutri v Tehnoparku Celje od 2. ure dalje in potem vsak dan vse do 22. marca. Tako. Evo, za več informacij, kdaj bodo pa kakšne delavnice, pa seveda Tehnopark Celje
spletna stran, obiščite, pa tudi midve bova posneli en tak kratek video, kjer bova samo na hitro navrgli, kaj si je res plača obiskati v Tehnoparku. Diana, hvala ti, ker si prišla na svoj 33. rojstni dan. Kristusova leta so to. Medtem ko tudi Tehnopark bo kmalu spet praznoval, septembra sicer. Ja. Se vidimo tam, da še tudi tam kakšno tortico pojemo. Seveda. Odlično. Evo, vi pa vsi skupaj od jutri dalje skočite v Tehnopark Celje.